Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu oddaje s farmacevtom za zdravje. Danes v moji družbi prav lepo pozdravljam magistra farmacije Bojana Madjara iz Pomurskih lekarn. Dober dan in dobrodošli ponovno pri nas. Dober dan. Danes imava nekaj nasvetov za vse tiste, ki se v tem času seveda radi odpravljajo na kakšen dopust, na potovanje in seveda, ko izberemo nekako našo destinacijo tega dopusta, kaj moramo takrat še vse urediti, preden se odpravimo seveda na potovanje. Ja, res je. Tudi izbira dopusta potovanja je en takšen projekt, ki ga je treba načrtovati, bom rekel, ponavadi kar nekaj mesecev naprej, da se potem izognemo morebitnim neprijetnim situacijam, ki bi nas lahko doletele, ko zadnji čas ugotovimo, da nimamo česa urejenega, da nimamo kakega zdravila, recimo. Tako da predvsem bi najprej pomislil jaz na zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, se pravi, da imamo posebej, če gremo seveda v tujino, da je to urejeno, da preverimo torej veljavnost našega zdravstvenega zavarovanja v tujini, kartice, ki smo jo mogoče lansko leto ali pa kdaj že spet uredili. Oziroma tudi, da kadar gremo v določene države, predvsem bolj oddaljene, zna biti potrebno, da imamo kar urejeno neko dodatno zdravstveno zavarovanje za primer, če bi se nam kaj zgodilo v tujini. Nekatere države to kar zahtevajo, tako da je prav preveriti, ali to potrebujemo in v kakšnem znesku se tudi moramo zavarovati, kajti drugače lahko postane neka manjša težava zdravstvena že precej draga, tudi za naš proračun bistveno lahko obremeni. Potem pa seveda, saj mogoče letos, prejšnji 2 leti nismo toliko, ampak spet se bo potovalo dlje, v kakšne bolj oddaljene kraje, tudi tako z vidika varnosti, zdravstvene varnosti bolj problematične. Nekatere države, recimo zdaj smo se zadnji 2 leti navadili na to, da določene države zahtevajo potrdilo o cepljenju proti covidu, ampak že od prej je veljalo tudi, da določene države ne moremo vstopiti, če nimamo urejenega cepljenja proti določenim boleznim, kot je hepatitis, rumena mrzlica, ali pa da nismo ustrezno zaščiteni recimo proti malariji, tudi v obliki tablet. Tako da se o tem pravočasno pozanimamo. Nekatere cepljenje je enostavno treba upraviti vsaj nekaj tednov prej, ne pa tik preden gremo na pot. Tako da to so zelo pomembne informacije, da potem res ne bi se nam kaj neljubega zgodilo. In kje najdemo te informacije o podatkih za cepljenje, torej v primeru, da potujemo na nekakšno oddaljeno lokacijo, kot ste prej omenili, morda z letalom celo na drugo celino? Ja, te informacije seveda nam lahko nudi, verjetno mora nuditi tudi potovalna agencija, preko katere potujemo, če seveda ne gremo v lastni režiji. Tako da je verjetno tam tudi že pravi čas opozorijo na te zadeve. Je pa fajn tudi, da povprašamo, včasih mogoče je nekim strokovnjakom neka informacija samoumevna, nekemu laiku pa tudi ne. Danes, hvala Bogu, splet omogoča pridobitev marsikaterih informacij, tudi o tem se lahko pozanimamo. Pa ne nazadnje, kar se tiče samega cepljenja oziroma ustrezne kemoprofilakse, pa vseeno svetujemo, da se res obrnemo na te tako imenovane ambulante za cepljenje in potovalno medicino. Dejansko jih so v teh območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In potem seveda tam dobimo vse ustrezne informacije. Bi pa res še enkrat poudaril, vsaj nekaj mesecev prej, pred odhodom, to že stopimo vsaj stik, probamo urediti. Tam se bo potem tudi ustrezno cepljenje, če bo potrebno, seveda izvedlo. Vsi imamo verjetno doma kar nekaj zdravil, pa tudi tiste najnujnejše pripomočke za oskrbo takšnih in drugačnih ranic. Kaj od tega nekako priporočate, da vsekakor vzamemo s sabo na dopust? Ja, ponavadi vsako gospodinjstvo ima neko domačo lekarno, tako imenovano, nekaj zdravil, nekaj teh sredstev in nekaj tega lahko vzamemo tudi s sabo na tako imenovano počitniško lekarno, recimo potovalno lekarno ali kakor pač že temu rečemo. Bi rekel tako, to je zelo odvisno od situacije. Kam gremo, kdo gre, za koliko časa gremo, kaj bomo počeli tam, bomo nekje ležali na obali cele dneve ali bomo bolj aktivni.
gremo nekje v bolj urbana območja, kjer je lekarna dejansko na vsakem vogalu, ali pa nekam, kjer dejansko mogoče nekaj dni lekarne ne bomo sploh uspeli videti, priti do nje. Tako da ponovadi, če pridejo v lekarno, ljudje po te nasvete skušamo pridobiti čim več informacij, da jim lahko potem bolj kompetentno svetujemo. Vsekakor ste omenili in nažalost nesreča ne počiva, tako da nekaj za oskrbo rane je absolutno potrebno vzeti s sabo, da na hitro tisto, če se nam kaj zgodi, res oskrbimo. To so zloženci, gaze, te sterilne, ko damo neposredno na rano. Potem neke povoji, zaponke, tudi kakšne škarje, pincete, recimo, obliži, če je to manjša rana, ja, razkužila, mogoče mazila za rane. To je v osnovi tisto, kar rabimo za prvo oskrbo rane. Potem pa seveda sledijo vse druge težave, ki nas lahko doletijo. Že na sami poti, marsikdo ima težave s to tako imenovano potovalno slabostjo, tako da v tem primeru si lahko pomagamo z določenimi zdravili ali drugimi izdelki, da to slabost malce blažimo. Veliko ljudi imajo tudi prebavne težave. Od želodčnih, kot je zgaga, do driske, do zaprtja. Ne smemo pozabiti tudi na kakšna rehidracijska sredstva, da nadomeščamo elektrolite in vodo, recimo. Potem poleti, ponovadi zdaj gremo, sonce močno pripeka, se pravi zaščitna sredstva pred sončnimi opeklinami oziroma drugimi škodljivimi učinki, pa tudi nekaj za nego kože potem, ali pa celo za opečeno kožo, če kljub ukrepanju nismo preprečili opeklin. Proti alergijam, recimo, nažalost, tudi velikokrat se lahko kaj takega pripeti. Repelenti, se pravi sredstva, ki odganjajo mrčes. Pa po drugi strani tudi kako sredstvo, ki potem te pike blaži, da ni tako hudo. Pa seveda ne smemo pozabiti absolutno recimo na zdravila, ki znižujejo povišano telesno temperaturo. Ob tem bi lahko omenil tudi termometer, da sploh zmerimo, da ugotovimo, če imamo res povišano telesno temperaturo ali se nam to samo zdi. Pa ja, hkrati seveda ta zdravila, ki znižujejo povišano telesno temperaturo, tudi ponavadi lajšajo bolečine, se pravi nek analgetik absolutno tudi mora biti zraven. To je vse tisti osnovni asortima, kot rečeno pa je predvsem pomembno od dejavnikov, kdo, kam, kako dolgo, kaj bo tam počel, se potem seveda vsebina te počitniške lekarne lahko prilagodi. Kako pa naj nekako ravnajo kronični bolniki, ki seveda redno jemljejo zdravila, predpisana s strani zdravnika? Ja, to je tudi zelo dobro vprašanje. Dejansko je treba tu najprej začeti. Če imamo neke kronične bolezni, bolezni srca in ožilja, kot je srčno popuščanje, povišan krvni tlak in podobno, sladkorna bolezen, astma, KOPB in tako dalje. Potem imamo neka zdravila, ki jih moramo redno jemati, da kontroliramo to bolezen. Preprečujemo predvsem tiste dolgotrajnejše zaplete, kar nam omogoča, da lahko živimo dlje časa in bolje. Preprečujemo pa tudi neke stvari, ki bi se lahko v kratkem času pojavile, astmatični napad ali pa zelo povišan krvni tlak, ki recimo zahteva urgentno stanje, zelo visok krvni sladkor, ki lahko tudi pripelje do hudih težav. Tako da ta zdravila seveda morajo imeti s sabo, ker jih redno jemljajo. Tu bi res priporočil spet, kot sva na začetku omenjala, načrtovanje, predvidevanje vnaprej. Ne se spomniti danes, če gremo jutri na pot, nimam zdravil, kaj pa zdaj, ker bo znala biti težava. Mogoče je naš zdravnik na dopustu, nekdo nadomešča, pa ne vemo točno kdaj. Mogoče ne uspe v enem dnevu napisati neko terapijo, ki je kronična. Večina teh bolnikov ima kronično terapijo, že nekaj let imamo obnovljive recepte, tako da ponovadi imajo možnost, da pridejo samo v lekarno in dvignejo seveda ta zdravila. Če je še možnost, ker tudi obnovljivi recepti imajo rok trajanja najdlje 1 leto, tako da preverite, ali imamo še obnovljive recepte, gremo v lekarno. Če ne, je treba najprej klicati zdravnika, naročiti recepte in ko on pošlje, napiše recepte, pošlje v sistem, potem šele mi v lekarni lahko to izdamo. Se pravi, v tem primeru se bo zadeva nekoliko zavlekla. Seveda se nam zakomplicira tudi, če se spomnimo na to, da je v soboto ali pa v nedeljo. Takrat lekarne niso odprte.
ja, res je dežurna lekarna, ampak ni dežurna lekarna namenjena nekomu, ki ne pač zadnji čas se spomni, da nekaj rabi. Ne. Dežurna lekarna, pa tudi dežurni zdravnik je namenjen akutnemu stanju, ne pa nečemu, kar bi morali opraviti izven, torej v rednem delovnem času, izven tega dežurnega dela lekarne, tako da tudi na to bi opozoril, da smo toliko videvni in to načrtujemo toliko naprej. Ta zdravila potem vzamemo s sabo. Tu bi opozoril, da se jih vzame malce več, kot bi mogoče mi planiramo ostati na dopust. Recimo, da gremo za teden dni na dopust, pa vsak dan vzamemo eno tableto, to pomeni 7 tablet rabimo, raje 10 ali pa kako tableto zraven. Včasih se lahko kaj pripeti, da ne moremo takoj priti nazaj, ne vem, odpoved leta ali pa nam je zelo všeč, pa imamo možnost pa še podaljšamo, kaj pa jaz vem, situacije je veliko in če ostanemo mi, posebej v tujini, nekje brez zdravil, potem imamo kar hudo težavo, tako da raje nekaj več, ne spet vseh za 3 mesece, ampak nekaj več vzamemo s sabo, da ne bo teh težav. Pa ja, posebej, če gremo v tujino, pa v bistvu kamorkoli že gremo, je fajn imeti tudi seznam zdravil, ki jih mi uporabljamo, če se kaj neprijetnega zgodi. Mi tudi v lekarnah izdelujemo tako imenovane osebne kartice zdravil. Gre za seznam, ne samo seznam zdravil, tudi druge informacije imamo tu gor napisane, tako da to nam lahko pride zelo prav, ko smo enkrat v tujini ali pa tudi doma, pa mogoče bi rabili zdravnika, ki ni naš osebni zdravnik. Verjetno je pa tudi zelo pomembno, kako ta zdravila, ki jih vzamemo s sabo, seveda shranjujemo na tem oziroma takšnem ali drugačnem potovanju. Kaj bi vi svetovali na tem mestu vsem gledalkam in gledalcem? Seveda, tako kot doma, tudi na potovanju moramo paziti, kako shranjujemo ta zdravila, kajti pravilno shranjevanje zdravil dejansko omogoča, da ohranijo kakovost skozi daljše časovno obdobje, oziroma po domače povedano, da se ne pokvarijo. Tudi zdravilo se lahko pokvari in to ima lahko še bistveno bolj neugodne posledice, kot recimo lahko povzroči pokvarjena hrana. Fajn je, da imamo zdravila zbrana v neki škatli, neki torbici. Idealno bi bilo, če je lahko to nekako tudi izolirano, da je dobro zaprto, da ščiti pred recimo vlago, pred temperaturo, pred svetlobo itak, seveda. Neka folija aluminijasta zna biti dober izolator tudi v ta namen. Potem imamo zdravila, ki so bolj občutljiva, predvsem na temperaturo. V mislih imam predvsem zdravila, ki se morajo hraniti v hladilniku, se pravi nekje med 2-8 stopinj Celzijami. Tu priporočamo uporabo tako imenovanih hladilnih torbic, noter damo neka hladna telesa, se pravi nek led. Tu predvsem paziti, da zdravilo ne pride neposredni stik s tem ledom, kajti lahko potem ob tem stiku temperatura zelo pade, lahko tudi del zdravila zamrzne in seveda tako zdravilo je potem neuporabno. Zelo nizke temperature temu zdravilu še bolj škodijo kot nekoliko povišane temperature, tako da na to paziti. Če gremo z letalom, vzamemo zdravila s sabo v potniško kabino. Kadar potujemo z avtom, bi pa opozoril predvsem na situacijo, recimo, ko se ustavimo nekje na počivališču, gremo nekaj prigrizniti, popiti, za dlje časa zapustimo vozilo, v takem primeru je boljše ta zdravila vzeti s sabo, kajti lahko temperatura, če je nekje na soncu ta avto, če je zunaj 30 stopinj Celzija, bo v avto 50 pa še več. Tako da to so pa že temperature, ki lahko resno ogrozijo kakovost naših zdravil. V času poletnih počitnic seveda pogosto potujejo tudi družine z otroki, posebno majhnimi ali pa dojenčki. Kaj bi vi priporočali v tem primeru? Ja, to je ena taka posebna skupina, ko seveda mislimo tudi na njih. Ko vzamemo zdravila s sabo, seveda vzamemo tudi farmacevtske oblike, ki so njim bolj ustrezne. Recimo tablete glih ne bodo mogli, posebej če so bolj majhni, ne bodo mogli vzeti. Vzamemo neke sirupe, praške, da je potem lahko odmerjanje njim prilagojeno. Predvsem seveda pomislimo na težave, kot so povišana telesna temperatura, bolečine, predvsem povišana telesna temperatura in termometer skoraj da ne sme manjkati, kadar potujemo, posebej če je otrok manjši. Seveda zaščititi jih pred soncem, še toliko bolj pomembno kot odrasle, potem neka sredstva za nego kože, piki znajo biti
za njih problematični, se pravi nekaj, kar odvrača žuželke oziroma blaži te pike. Rehidracija, recimo, dosti hitro lahko tudi dehidrirajo, v ta namen bi tudi opozoril, dajte jim piti, dovolj piti skozi ves dan, večkrat naj pijejo. Včasih se nam zdi tudi, končno je otrok zaspal, potovali smo z avtom, smo se nekje ustavili, skočimo malce noter, ne puščati otroka zunaj v avto na žgoči pri peki. To se nažalost dogaja, skoraj vsako leto slišimo tudi, da turisti kaj takega storijo pri nas ali pa naši državljani kje drugje, potem seveda to polni te časopise oziroma druge medije. To je lahko življenjsko ogrožujoče tudi, tako da tudi na to ne pozabiti. Bojan Madjar, magister farmacije, najlepša hvala za današnji obisk in seveda vse koristne nasvete ter do prihodnjič, ko bova zopet kaj zanimivega povedala vsem gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo. Nasvidenje. Nasvidenje. Gledalke in gledalci, upamo, da ste odnesli veliko koristnih nasvetov in da ostanete seveda še naprej v naši družbi. Oddaja s farmacevtom za zdravje se poslavlja. Nasvidenje.